Gospod Bukovec, kaj vse je narobe na trgu ravnanja z embalažo, kjer je 6 podjetij, vi ste eno izmed teh podjetij? Narobe je marsikaj, tako na sistemskem, kot operativnem, kot na finančnem področju. Ključni problem, ki se pa letos kaže in zaradi katerega je morala v financiranje prevzemanja dela, predvsem tistega, ki je v sistemu najdražji, to pa je mešane komunalne odpadne embalaže, vstopiti država, pa je finančni. Ta je povezan tudi z navedbami, ki so jih kolegi v prispevku korektno in pravilno ugotovili. To je ugotovilo tudi Računsko sodišče po revizijskem poročilu. Za obrazlago tega, zakaj imamo ključen finančni problem, poleg vseh ostalih, bi samo podatke za leto 2019 vam navedel. Ampak če vas samo vprašam, da mogoče preskočim, kaj je največji problem te vertikalne povezave, močni igralci, povezani vidimo z vplivnimi osebami? Vertikalni igralci so pač podjetja, ki so v bistvu po letu 2004, ko je v bistvu ta družba Slopak, ki je bila ustanovljena s strani dejansko gospodarstva, ki se je odločilo, da želi samo kontrolirati svoje stroške, ki jim je država z pravilnikom za odpadne embalaže naložila, so vstopili v bistvu podizvajalci te iste družbe, ki so čez nekaj let vse informacije v zvezi na trgu pridobili tudi skozi to družbo in ugotovili, da skozi vstopanje na dvorišča industrije lahko pridobivajo tudi dodatne posle, za katere so oni specializirani. To so podjetja, ki se ukvarjajo z odpadki, ne samo z odpadno embalažo, to je samo dodatni program. Podjetje naše je v bistvu organizator sistema, kot je bilo rečeno, je sistemski igralec, neka vrsta infrastruktura in nič več. Tovrstne družbe so v bistvu v osi tega, krožnega gospodarstva, ravnanja z odpadkovnimi tokovi, ki so organizirani na osnovi razčlenjene proizvajalčeve odgovornosti, skozi katere naj bi tekli finančni tokovi na vhodu, na katere, ki bi naj financirali vse aktivnosti, ki so povezane izključno in samo z realizacijo okoljskih ciljev. Okoljski cilji so tisti, ki so jedro delovanja teh družb. Gospod Zupanc, kaj se dogaja na tem trgu? Vidimo močne igralce, ali so tukaj v igri tudi visoki zaslužki? Poglejte, težava z odpadno embalažo je stara že od leta 2008. 2009-2010 so se začele, prve resne težave pojavljati pri prevzemu od komunalnih podjetij. Leta 2011 je v Sloveniji, pa do 2013 je bil v Sloveniji vzpon ločenega zbiranja odpadkov. Takrat se je namreč uvedel v večino občin odvoz oziroma zbiranje ločenih frakcij ali pa embalaže po sistemu od vrat do vrat. Torej vsako gospodinjstvo dobilo svojo kanto za embalažo. Dobro, ampak če posebej to? Ne, pa mislim, da če dovolite, vseh je pomemben je. Pomemben iz tega vidika, da leta 2013 je v Sloveniji sistem ločenega zbiranja odpadne embalaže tekel najbolj dobro do zdaj. Takrat, ko so se pa resni sistemi začeli rušiti in družbe za ravnanje z odpadno embalažo niso več prevzemali odpadkov, je sistem začel padati. Kvaliteta ločeno zbranih frakcij je začela padati. Ljudje, ki so iz medijev izvedeli, kje se nahaja njihova embalaža, da to, kar so se oni trudili in ločevali in vlagali nek napor za ločeno zbiranje, so to nehali izvajati. Tudi pri nas v Zbornici komunalnega gospodarstva ugotavljamo, da je kakovost ločene zbrane odpadne embalaže slabša, kot je bila. Zakaj sem vztrajal na tem, da to povem? Ker je vedno vprašanje, kaj je bilo najprej, jajce ali kura. Ali je najprej padel sistem in so se ljudje enostavno naveličali za frkancije nedelujočega sistema, ki ga država ni vzpostavila, in so začeli, manj vlagati napora v ločeno zbiranje embalaže, ali je bilo to najprej pa potem slaba kakovost? Gospod Klemenčič, ta sistem bi moral biti neprofitabilen. Kaj se je zgodilo? Tukaj moram poudariti dve zadeve, torej z vidika države. Torej, dostikrat se očita državi, da je tukaj neučinkovito, da ne intervenira z možnostjo, ki jo ima. Torej, na eni strani, seveda do 2018 do letos, je tukaj država intervenirala z interventnimi ukrepi, zato da se je ta embalaža pospravila iz dvorišč komunalnih podjetij.
Tako da to je kljub vsemu treba poudariti, da je tukaj država odigrala svojo Ja, to bomo funkcijo. plačali seveda mi, ne? Ja. To je res, ampak vedno se poudarja, tudi če država ne intervenira, zakaj ni nekaj naredila. Ampak to bi da se- morali plačati proizvajalci, ne? Tega pa No, zdaj celovito v in tukaj zakonom pa bomo letimo na uredili. sistemsko Ja. državo. Torej, vemo, družbe so uspele na sodišču, torej je potrebno popraviti zakonodajo. Naj jasno povem, da je bil včeraj sprejet zakon o varstvu okolja 1J, lahko rečem, da soglasno politično podporo, ki daje zelo jasno vsebinsko zakonsko osnovo za uredbo o embalaži in odpadni embalaži, in sicer zelo jasno definira proizvajalčevo razširjeno odgovornost. To je tisti srž problema, da se je ta embalaža žal še vedno kopičila in ne prevzemala, torej ta PRO krajše je tista sistemska rešitev, ki bo v ZVO-ju 2, torej v zakonu, ki ga tudi že pripravljamo, zelo jasno definirala, da proizvajalec embalaže, tako v Sloveniji kot iz tujine, mora tako finančno kot po vsebini poskrbeti, da se bo vsa embalaža prevzela. Gospod In to je Klemenčič, zelo ja. jasno, da Pomembno, ampak tukaj moramo vseeno narediti še vejico, namreč s tem zakonom niste celovito naredili odgovornosti proizvajalcev, niste preprečili teh vertikalnih povezav, tega, kar se dogaja na trgu, niste določili, da je to neprofitabilna služba, niste uvedli nadzorne institucije, čeprav seveda vemo, direktivo bi morali že letos implementirati. Reševali smo zdaj v zakonu 1J tisto nujno, kar je bilo treba narediti. Pripravljamo, kot sem že rekel, zakon ZVO2, ki vse te zadeve bo vključeval. Temu posvečamo veliko pozornosti, ključna bo PRO, vertikale, tudi zelo odprta tema je število drogetov in tako naprej. Absolutno je po tem segmentu zelo pomemben tudi nadzor. Bilo tudi govora o evidencah, vse to je tisto, kar bomo sistemsko absolutno v ZVO2 rešili. In na tem mestu res pozivam vse deležnike, da bomo tukaj pri tem zakonu stopili skupaj, vrata mu pa so odprta in vabimo vse, da bomo naredili ključen zakon na področju varstva okolja, tak, da bo v praksi funkcioniral. Gospod Klemenčič, samo kratko vprašanje, še koliko pa bo stala priprava tega zakona, če ste zgolj za en člen in majhen segment tega zakona plačali Inštitutu za javno upravo skoraj 20.000 evrov? Ne, to ne drži, res, da je ta znesek, ampak ne govorimo samo o pripravi zakona ZVO1J, ampak tudi ostalih uredbah, ki so se v tem času že sprejele in se tudi še sprejemajo. Prav ne bo tako drago, pravite. Seveda ne. Tukaj treba tudi to poudariti, da gre za resnično zelo kompleksno okoljsko problematiko in tukaj resnično rabimo znanje vseh v tej državi, da bomo res pisali tak zakon, kot sem že rekel prej, da bo v praksi uporabljen. Cene pa ne morete povedati. Za pravno svetovanje. Seveda ne. Dobro, in kje so rešitve? Država bo podelila koncesije za nove sežigalnice, slišali smo že prej, kar pa glede na izkušnje skrbi okoljevarstvenike. Solato se usede prah, potem v prehranjevalno verigo in tudi v pitno in odpadno vodo. Nihče za to ni odgovarjal.